Pred nami je torej 100. jubilejni štajerski derbi. Mauro Camoranesi se je na klopi Maribora predstavil zmago, a je ognjeni krst priznal, da ni bil tisti pravi na zelenici Ljudskega vrta. Danes torej novo poglavje in seveda v Ljudskem vrtu danes vijoličasti napovedujejo novo zmago. Vsekakor italijanščina in pa španščina sta tista, angleščina je bolj španska vas, lahko rečem zanj. No zdaj pa priložnost, Božič mimo gola. Kerin na desni strani, sicer na začetku srečanja tudi debata, ki sem imel na kratko z Jasminom Jeričem, zdaj pa Lotrič in Celje vodi 1-0. Celjani so znali kaznovati nekaj stotink sekunde nezbranosti v mariborski obrambi in Celjani vodijo v 18. minuti s prvim prvenstvenim golom Mitje Lotriča. En napad, nov napad Celja. Žan zaletel, ali je tukaj priložnost za nov gol Celjanov? Ne, tokrat pa le na mestu. Iz Reke je prišel Wiesinger v Celje, tako da so bili upravičeni do odstotka. Zdaj pa priložnost, Rudi Pozeg-Vancaš ostaja. Zaletel, pobegnil je tam Rudi Požek, Mešanović si je namestil žogo in brani znova Rozman. Trudijo v teh defenzivnih vlogah, zaletel, Matko, ali bo našel tisti prostor, pa tam Mešanović mimo gola. Dejal tudi Amir Dervišević, sicer seveda opravlja ogromno pogovorov z nogometaši, ampak vse skupaj tema le nogomet. In še enkrat nogomet, zdaj pa Krecu pri strelu, brani Rozman. Član reprezentance do 21 let, poglejmo zdaj tole akcijo, ali tukaj morda pride do izenačenja. Dervišević in brani Rozman. Še ena visoka podaja, vroče je v kazenskem prostoru, ali tukaj gol za izenačenje, tako je. Izenačenje, Jasmin Mešanović pa dosega nov gol v tej sezoni, 27-tica, torej potem, ko je zatresel mrežo proti Bravu, pa zdaj dosega gol, pomemben gol za izenačenje. Jakob Novak. Še vedno Novak, lepa podaja do Novaka, tam je vlekel za roko Novaka, Koblar in Celjani do vodstva z 1-2 v Ljudskem vrtu. Tudi Dušan Kosić, kot kaže, je le imel zlato roko danes, džokerja s klopi je poslal ravno na mesto Mitje Lotriča tudi in ja, smeji se zdaj Dušanu Kosiću in Celjani vodijo. Repriza, ampak še je časa, več kot dovolj, da pridejo 15-kratni prvaki do izenačenja na 2-2. Nevarno in kakšna reakcija tam. Kronaveter pa z mojstrovino za izenačenje na 2-2. Torej tudi Mauro Camoranesi je imel džokerja s klopi, kot tudi malo prej Dušan Kosić. Sedmica, pa sjajno potezo. Ja, malo časa je trajalo tole vodstvo. Bo trpljenje in napetost, lepa glodinska podaja do Krecuja in pravočasno iz vrat Rozman. Sì, è stata una partita strana, potevamo perdere, potevamo vincerla. Il primo tempo penso che abbiamo giocato molto male, Celje giustamente ci ha fatto del male, nel secondo tempo abbiamo giocato molto meglio, io la divido, abbiamo perso il primo tempo, abbiamo vinto il secondo. Ja, z tega vidika smo neko vsebino danes pokazali, bili smo disciplinirani, bili smo na koncu koncev, nekako te prekinitve so nam delale težave, drugače pa fantom nimam kaj zameriti. Smo v nekem psihološkem stanju, ko si želimo to zmago, ampak danes so dali tisto, kar smo se zmenili, vse od sebe, bili smo
kompaktni, bili smo živi, bi rekel, zdaj kvaliteto igre pa lahko še popravimo.